Letos mineva 70 let, odkar so na pariškem avtosalonu predstavili znamko DS, in sicer prav v oktobru, 6. oktobra 1955. No, takrat je bila v soju žarometov tista legendarna žaba, ki je bila za tisti čas res udobna in tehnično dovršena. No, kako pa bi po 70 letih žaba izgledala danes? K sreči se ne rabimo spraševati, kako bi, če bi, ker imamo tukaj namesto DS19 danes DS8. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour. In kaj vemo o DS8? Vemo, da je električni avto, vemo, da je dolgoprogaš, saj ima skoraj 100 kWh veliko baterijo in ima doseg preko 700 km. In tako kot žaba ima izredno dolgo, počasi spuščajočo silhueto. No, in ker ima ta avto toliko zanimivih detajlov, rabimo nekaj dodatne strokovne pomoči pri razlagi. Poklicala sem na DS in so rekli, da mi pošljajo tistega, ki dela z DS-om največ kilometrov in največ dolgih voženj. Le že nekaj vrat pred ciljem in Tina Maze ima vse v svojih rokah. Nova slovenska zmaga je na dosegu. Rezultat Katrin Cetelj, 1:33:80. Popoln zadnji zavoj, pospešek na ravnini. Ali bo to slovenska zmaga? Tina Maze je prva! Zmaga Tine Maze v Zeltnu! Živjo. Živjo, Tina, Kako hvala. si? Dobro, pa ti? Hvala tudi. Predlagam, da kar začneva na zunanjosti. Kaj naj ti rečem, meni je to en avto, ki je prihodnost, tak futurističen se mi je zdel že, ko sem ga videla sam na vizualih in zdaj v živo ga gledati, se mi zdi še lepši. Ampak kar mi je pa najbolj všeč, je pa v bistvu ta detajl tu. Vidiš to luč, kak vogal naredi, in luč, svetlobni zapis je tokrat v obliki črke V in to za mene predstavlja zmago, victory. Tina, nekaj si mi omenila tale znak, da se ti zdi malo drugačen, da gre tole že nekam bolj v slalom, ali kako v primerjavi s preteklimi leti? V bistvu letošnji logotip je bolj odrezav, se pravi, slalom ni več tako okrogu, kot je bil lansko leto pri njihovem logotipu, in letos imajo res te odrezave zavoje, ki skoraj na smučanju moraš skoraj skakati, da jih narediš take. Ampak poleg tega, no, jaz mislim, da je kar je zelo zanimivo, je ta francoski šarm, ki ga prenašajo na avto, detajli, ta etual, kjer se pač združuje vseh 12 aveni v Parizu kot nek slavolog zmage, njihova luč je v obliki zmage, victory, se pravi, vse v tem stilu, da nekako to francosko kulturo in njihov občutek za estetiko prinesejo v avto. Ogromno je stvari, ogromno je detajlov, ki se jih moraš dejansko navaditi. Ena je ta stvar, da v ogledalu imaš tudi kamero za odzadaj. Po vseh možnih koščkih, kjer je prostor za ozvočenje, so zvočniki in dobi glasba tiste finese, ki jih ponavadi mogoče kje drugje izgubiš. Za nama so neke luknjice. To so namenjene v bistvu ogrevanju. Zdaj so majčkene temperature pretople, da bi lahko to izkusile, to prednost, ne? Ampak bo pa zanimivo, ko je Po majčkeno zimi padle, sigurno. bomo videli, kako to pomaga. Streha se zdi, da lahko tudi otroci, ki zadaj sedijo, to obožujejo. Ja, Če smo res mi je. prej gledali tako ven skozi okna, oni lahko zdaj uživajo. Jaz rada vozim avto, tisti, ki vozijo kamione, ne vem, po staro, z eno roko. Jaz imam v eni roki več občutka. Vem, da te volani so narejeni za to, da ga držiš tako, kar so me tudi inštruktorji varne vožnje pred kratkim opozarjali, ampak moj stil je ta.
Sproščen. Kaj pa tale volan, kako se ti kaj zdi, ko gre na X? Jaz pravim v detajlih, kjerkoli že si, ali je to šport ali je to avtomobilizem, narediš razliko v konkurenci. Da imaš možnost, recimo meni je tu zlat del, zakaj bi dal tu zlato mest med črno? Mislim, to so vse stvari, ki ga naredijo drugačnega. Se absolutno strinjam, ta kombinacija črna, ta rjava me spominja na torbico, na čevlje, na to, veš, pa še modno, stilsko. In se zgubiš noter v teh barvnih odtenkih zlato, črno, mislim. Kako pa se ti zdi, kaj tale ekran? Meni je super, ker se mi zdi, da se vračamo nazaj k temu, da je bolj pomembno gledati na cesto, kot imeti velik ekran. Manj opazno, nujno, ja, ampak čim manj opazno. Res se strinjam s teboj, nasplošno pa pač napovedujejo, da v prihodnosti ne bi se pa popolnoma odstranil, no? Da ga sploh ne bi bilo neko tehnologijo, ki bo to nadomestila, tako da me res zanima. Bomo našli ta pravo mejo tehnologije, upam, čim prej. Kaj pa sprememba imena, ko zdaj omenjajo številko? Jaz pravim number 2414 bi bil moj DS, pisan na kožo, ker sem pač v tisti sezoni osvojila tistih 2414 točk in je to nekako moj nickname. Se absolutno strinjam s tabo, ker si sinonim v športu in tle ti ne moramo porekati, ampak lahko bi pa rekli tudi, da bi mogel biti number one, ne? Tako lepo bi se podali. Bolj enostavno bi sigurno bilo. Mogoče pa, glej, nekega dne. Pa saj, DS number one se je že rodil pred 70 leti in naša strokovnjakinja za DS-e je tudi tega že vozila. Prisedimo. To še gre, ko se giba. Sino. Zdaj vem, zakaj so bile ženske včasih ful bolj močne kot zdaj. Pa se kaj spomniš, kako je bilo tisto žabo voziti? Ja, spomnim se, rabiš ogromno moči v rokah, se pravi, ni bilo za ženske, ki niso močne, če so hotele voziti avto, ker obrniti, moraš imeti malo moči, malo tehnike, rabiš več, pač ni bilo servovolanov, tudi pospeški si jih lahko sanjal, takšne, kot jih lahko doživljamo zdaj. Ampak mislim, da takrat je bil največji uspeh to, da nisi rabo prehoditi pot in avto je naredil en pomemben korak v naši zgodovini. Kaj pa mogoče tvoje vozniške potrebe? Vidim napredek, vidim, da električni avto je neke vrste prihodnost in tudi jaz sama razmišljam, kaj je smiselno, kaj ne. Seveda pa, če imaš doseg, ki ga ima DS8 zdaj, potem problematika, pridem ali ne pridem, ne obstaja več. Naprimer, letos olimpijske igre v Cortini. Brez težav pridem tja, iz Gorice in nazaj, brez dodatnega polnjenja. Se pravi, to je že konkretna pot, ki jo lahko upraviš, brez da se ustavljaš, brez da se sprašuješ, a pridem v eno koso tja ali ne. Tina, hvala, ker si danes vzela čas in poklepetala z nami. Hvala vam.